pol po noč, sem imel pa mehen slabšo izkušnjo. No, ja, jaz sem eno sestico odležal, pogledal serijo Elite do konca, vmes se malo pogovarjal in vmes naredil eno zadevo, da sem za en teden podaljšal tale španski trip, tako da ja, grem na sever Španije, se pravi La Rioja, Logroño, Bilbao, Saragossa, Burgos in podobne zadeve, tako da 1. augusta se zdaj vračam na mest 25. julija, mene bo ubil doma, šef me bo ubil, pač to... Ojej. In zdaj v tem baru, kamor grem jaz danes zvečer, La Carboneria se imenuje, imajo live flamenco na vsako polno uro, oziroma na vsake pol ure, no. Na vsake polovično uro, na 1 uro, no, tako. Malo je zahoda, 10-15 minut imam zahodu do tja, ampak veš kaj je problem, ker vidiš nek bar, si bi kar ustavil tam, pa bi spet nek bar, pa bi se ustavil, pač tako, skozi se ful dogaja preveč. Tole zdajle je bilo tako once in a lifetime experience, pač res noro. Videti flamenco v takem okolju, s takim vibom, s tako energijo, to je nekaj nepozabenega, res noro. Zdaj pa v center, še nazad na pijačo v Sevilji, pa jutri naprej, dalje na pot. Dobro jutro, v zadnjem dnevu v Sevilji, oziroma sploh ni cel dan, imam ga sam do 5, pa moram iti. Zdaj sem bil, v bistvu zjutraj sem bil na kavici, počakal sem, da so se odprli arhivi, te Archivos Generales de los Indos, se mi zdi, in sem šel noter, pač to je toliko enih zapisov, v bistvu noter so vsi zapisi, vse od odkritja Amerike in pač naprej, in je to vse shranjeno noter, vse od Kolumba do potem do Nebrihe in vseh teh stvari, tako da pač res ful ogromno enih zadev, veliko stvari se noter naučiš, še zastonj je vstop, tako da se res plača pogledati. Zdaj sem bil na zajtrku, dober zajtrk, ampak v Španiji res tako, lahko ješ dober zajtrk, pa daš 3 evre za kavo pa za tostado, lahko ješ dober zajtrk, pa daš 8 evrov za kavo pa za tostado, pa pač ok, da bi zraven še pomaranče so. Tako da treba malo pogledati, če ješ like a local, boš jedel poceni, drugače boš pa jedel za tam okoli 6-7 evrov. Zdaj moram počasi v hostel prijeti jaz, da vzamem svoje stvari, pa grem še na cerkvico pogledati, pa se pa popnem nekam dol in urejati lepo vloge, zaradi tega, da boste lahko gledali, oziroma zdaj, ko to snemam, so tisti vlogi že gor, ampak tako pač, tako to zgleda. Mislim, da je danes najbolj vroči dan tukaj v Sevilji, kar je bil do zdaj, kar sem jaz tukaj, no seveda. Predvsej toplo je, res je kar težko malo hoditi s tem Lerusakem sploh, 10-kilskim, 15-kilskim, ampak ja, lepa Sevilja, zelo lepa Sevilja. Jaz jo res iskreno predlagam vsakmu, ki obišče Španijo, da se ostane tukaj, da vidi to, kako bi rekel, to lepoto, ta biser Španije, te barve Španije in ta vibe, ta temperament in vse. Tako da gremo proti postaji, mogoče se kaj stavimo še vmes za pojesti, drugače pa lahko da se javim z vlaka, lahko da se javim šele v Kordobi, oziroma že v Kordobi. Tako da ja. Placa za noge, pa kukar češaj, pa tudi pa fancy, pa še pa rokno spet sedim. Pač res tako podobno. Nič, Kordoba, mi prihajamo. Ja, nič ne, jaz sem v Kordobi. So rekli, da se Sevilji vroče. Tukaj je 45 stopinj ob 7 zvečer. Pač to je... Meni kar oči me peče, toliko je vroče. Ampak sem zdaj v senci, pa še v senci je... Kada res, kada bi hodil po mikrovalovki pražganje, je noro. Zdaj moram do fleta pol ure, pa se spakiram, nekaj pojest, na pijačka, jutri bomo pa raziskovali bolj naprej. Ampak, ej, spet parki, pač, ne vem, sred mesta, taki lepi parki, prav noro, prav zakon. Moj prvi vtis iz Kordobe je to, kakor se vam danes javil, pa grem na pijačo, pa tako lepo easy, ampak moj prvi vtis iz Kordobe je, kot da bi se sprehajal po neki arabski državi, polni palač, polni teh
templov, nekih vrat, mostov. Res je dobro, res je lepo. Po mojem, kar se tiče arhitekturno, in to mi je dele Cordoba trenutno od vseh mest najbolj všeč, kar se tiče teh posebnosti, znamenitosti in tako no. Sevilla mi je bila zaradi barov všeč in tudi stavbe nasploh, ampak tukaj pa arhitektura, to je čist nek drug svet, res, to je whole new world. Pa še tako lepo ti špilajo pol na mostu, a ni davno, to zakon. Moram reči, da za tako cute mestece in toliko enih uličic in vsega je kar glasno tole, pa kar prometno. Drugač pa včeraj, ja, de tapas bar. Ful hud sistem, pač sediš, pijačo naročaš vse, oni pa nosijo okoli različne tapase na platah, na dilcah in ti dilce poberaš in na koncu dilce preštejo in tukaj si imel dilc, pač to plačaš. 90 centov je en tapas. Res pojedel sem 4 različne, fajn je, ker res lahko vse probaš, ne? In pač sem pojedel 4 različne, pa 3, 4 pere spil in je bilo 11 evrov, vse skupaj na koncu, kar pa sploh ni velika, ne? In res dobro za jesti in ful mladine in ful dober vibe in dobra izkušnja. Tako da ja, pol po noč sem imel pa mehen slabšo izkušnjo. No, pač moj oken gleda na notranje dvorišče in od hosta balkonček in oken čas gleda na notranje dvorišče. Pač host je ful v redu, ful prijazno, ful ustrežljiv, res to. Ampak do 3 zjutraj so gledali neke filme, neke grozljivke, oziroma neke pošasti, ki so se drle, kadijo noter v bajti, tako da v bistvu smrdi cela bajta po čikih. In tudi, če sem oken zaprl, ga nisem mogel med zaprega, ker klime nimam. Tako da je bil problem v tem, da nisem mogel pač zapreti okna, ker bi zgorel noter, ker je bilo 30-31 stopinj po noč. Tako da je bilo res, kar naporno, no, res pač ta smrad po čikih sploh, veš, ono, ki imaš feeling, kada si bo, ne vem, v 20. stoletju v baru, ker pač vse smrdi. Res sem sem šel ob 4 zaspal in ja, ampak nov dan je, gremo na Jovano Novo, vse raziskati zdaj in se sprehoditi po preleki Cordobi in katedralah in podobno. Zdaj gremo glih v Mosquito. To je res mogočna Mosquita. Od 38 do 9:30 ima zastonj vstop. Je tudi že tako ful ljudi tukaj noter, za Špance je to zelo zgodje, ne? Ampak bi se sprehajaš po tej kvadratni palači. Wow, še Mosquica se vklopila. Ben moramo iti. Drugač res pač noro. Please, leave the temple and follow the security guards' instructions. Holy Mass will begin in a few minutes. In res se vidi ta mozarabska kultura, pač to je noro. Kako je te barve rdečo-bele, te njihovi oboki značilni, njihovi stebri in takšne stvari, pač hudo. Res je zavideti in vse te ornamenti in tako pač tako. Vse je zelo, zelo arabsko. Je pa ful smešnega, pa so pa tako kapelce noter vmes, kjer so pač upodobljene krščanske podobe, pač. What? Kavico smo spili, plan smo naredili, karte za Alcázar smo kupili, tako da gremo zdaj v Alcázar de los Reyes Católicos, 10-15 imam vstopenco. Tako da ja, tole bo tudi zelo lepo in zelo zanimiv, vrtovi, stavbe, obzidje, palača in vse. Torej, Alcázar de los Reyes Cristianos oziroma Reyes Católicos. Zelo lepa palača na znotraj, v bistvu zelo mehno, no, sama ta palača dosti mala, ampak vrtovi pa bolano lepi, no, to je tako, toliko enih barov, toliko enega vsega. Voda se pretaka iz unga jezerčka v tisti jezerček, v drug jezerček. Tako da v bistvu hranjeni so do zdaj, oziroma tudi takrat so bili no pač 4 stolpi, pa 5 notranjih prostorov je ohranjeni še tako, da se pač lahko sprehodiš po njih, pa jih ogledaš. Gre pač spet za arabski stil palače, se pravi arabska dekoracija, te oboki, ogromno je teh mozaikov ohranjenih, ne vem, noter si lahko videl mozaik z glavo od meduze, lahko si videl
mozaik po Polifema, pa Galete, pa pač take stvari, no, v bistvu z grške mitologije je dosti teh mozaikov, tako da to, ki se vidi pač ta vpliv renesanse, ker so pač v renesansi so obudili, se pravi renesansa, renascimento, se pravi gre za ponovno rojstvo umetnin iz stare antične Grčije. Zdaj pa počas treba na zajtrk, pa se nekam v senco makniti, ker je rata že pasje vroče, tako da ja, pa ful mi papuč škripa. Ne morem se naveličati teh španskih zajtrkov, tostada s paradižnikom, olivnim oljem, kavico zraven za 3 do 4 evre, pač bo lano res dobro. Drugač pa, ja, vse stvari so za plačati, to mi gre malo na živce, ker pač hodiš po ulici in da prideš v en del ulice noter, ker je nek pač kao, so neki tegelci, pa neke rože, pa tako, pač to je vse kar za plačati, čeprav je v bistvu to ulica, a ne. Ja, ampak dobro, sem dal za Alcázar, sem dal, pa tako vsega, pa tudi bom probal tako s telefonom prijeti zraven, veš, pa da malo pofotkam, pa malo posnamem, bomo videli. Drugače sem pa sem sprehajal, ker so ful lepe uličke, tako belo, rumeno, barvno od rož, ful fajn. Ok, sem najdel Los Patios, to so v bistvu, tako greš noter, taki, ena hiška, ki je nek notranje dvorišče in noter je polno enih rož in tako, in so vratca in v vsakih vratcih noter imaš trgovinco, kjer prodaja, ne vem, porisano keramiko, slike, okraske, ornamentke, šalčke, take zdaj ful, res ful lepo, no, tako, pa zato ne bilo, haha. Mercado de la Victoria, se pravi, spet imamo tržnico, spet ogromna tržnica, ta je ful lepo ocenjena, mislim ful dobro ocenjena, sem nekaj gledal, da ima 15 evrov reviewov, pa skoraj 5 ocenov, pa tako da se že ne vzmenzlja, malo drugač, malo manjša kot ostale, ampak tako bolj colorful varianta. Zdaj se bo pa treba noter sprehoditi pa videti, what's the fuss about? Tole je pa malo drugač, kot kar Mercado za zdaj. Tukaj pa velika ne pretežno sam hrana. Tako, narejena hrana se prodaja, restauracija varianta, ampak pač dobro, res dobro. Tako, Madonna je še, mestna hiša je čist v arabskem stilu, tudi pa kar proper, no, kar proper. In pa se tako malo sprehajaš, a ne, in čist po nesreč najdeš pač neko med glavnimi, med glavnimi plasami pa šle okolo, da bi noro, wow. Spet vse te barve, patio, ki so te rožice, pa so obešene, pa tako lokalčki, en zraven drugega, po mojemu res zvečer bi tlele noro, tako da vem, kam bom šel danes zvečer. V bistvu sem ugotovil, da je ta plasa, kjer sem kar bil, dejansko tako par ulic stran od mojega fleta, tako da jaz ne vem, če danes po noč ne bom mogel spati, spet vem, kam bom šel, pač tako vzel stvari in šel kaj na pier, vse do 4 zjutraj, 5 zjutraj odprto, tako da, hej. Zdaj pa moram nazaj v center mesta, zato ker bom svojo pot nadaljeval, tako sem si začrtal, da bom iz tam gor nadaljeval dol, pa tako, nekaj je bilo fajn, da spravim vase na hiter, da nekaj pojem, kavo nujno rabim še eno, pa grem pa v bistvu na drugo stran mesta, čist čez reko, en park rož, pa še tam prije shopping center je en, tako da bom še mogoče malo tja pogledati, samo tako da sem jih nasledim. Ja, tako da se vidimo pol iz tam iz parka, po mojem. Več je fajn tako, da se na vsake toliko časa sprehodiš po mestu, pa slišiš malo, ne, v bistvu zdaj Klelenke narejenem razlaga, je rekel Cordoba iz Granada. In v bistvu Cordoba in Granada, oba dva skupaj sta to glavni dve muslimanski mesti, oziroma mesta muslimanske zgodovine v Španiji. Často no. Tale most tukaj je zadaj za mano, da vam tole osvetlim, da boste lahko kaj videli. To je most, ki je do 20. stoletja edini povezoval, se pravi, čez reko Guadalquivir, Cordobo in pa to okolico Cordobe. Se pravi, do 20. stoletja je bil to edini most, pa v 20. stoletju so pa zgradili še en most, ki so ga povezovali. Imenuje se Puente Romano in na eni strani imaš Torre de, ne vem kaj, neki na T, vam bom prilimal klede gor, na drugi strani imaš pa Puerta
del Puente, kakšen tako izviren ime, Puerta del Puente, se pravi vrata mostu, mostna vrata. Ja, jaz sedim tukaj na drugi strani v senci, zaradi tega, ker je tako vroče, da jaz ne znam povedati, da se mi kar malo blede že, tako da se ne upam premakati sence. Imam še eno stvar na meni pogledati, sam je mečkam peš do tja, pa sem rekel, da bom malo počakal zdajle, da vsaj kakšna stopinja pade, da pridem vsaj do 45 stopinj, da nisem nad 45, ampak ja, počasi se že malo naveličujem tele Kordobe, ker je res prehuda, pa pač ni neki življenja in tako res dejansko pa čez dan ni življenja in to mi majhen manjka. V Flet pa iz znanih razlogov ne grem tokrat, no, ker je tudi tam vroče in je tudi tam bedno. Tako da, ja, ne pa gremo počas naprej. Po mojem, da tam ne zadnji ful gori, zaradi tega, ker je vse sivo. Po mojem bi telefon počas pregoril, ker gorijo mi roke, tako da mi gori tudi telefon. Zgubil sem se, ampak dobro, da sem se zgubil, ker sem pač najdel takim letalo sred Kordobe, oziroma in en ogromen shopping center in to, kamor se gremo hladiti jaz zdajle. Ampak ja, to je ta čar, zgubljati se po mestu. Zgubiti se in najti shopping center, top, kaj fajn hladno. Po mojem se bom ful prehladil, ker je res mrzke notar, ampak pa še. O, Primark. To bi si bez lahko kaj kupil zdaj, rekli, kakšne štunfe ali pa kaj. Kavico smo spili, jaz sem spakiral, tako da sem spet natovorjen k ne vem kva. Ampak ja, zapuščam svoj kordobski domek, zdaj na zajtrk še, pa še na kavico še eno, pa čakati do 5 na avtobus oziroma vlak, pa v Rondo. Ronda pri Malagi, ne vem kako sem se zbral tak trip gor dol, ki je levo desno. Ampak ja, en dan sem tam, jutro ob 4 pa proti Madridu, pa novim dogodivščinam naproti, ampak najprej hrana. Mislim, sem red dober sajtek sem jedel v zelo luškanem hotelčku, sam na notranjem dvorišču njihovo in zdaj sem še pa peški kle malo po mestu. In sem rekel, da gremo v en shopping center pogledati, ker imam itak ful cajta, pa 4 ure imam cajta zdaj za zabit, tako da grem v ta shopping center. In vmes zdaj, ker sem se sprehajal, sem pač najdel to stavbo tukaj za mano, kaj je, in to je Univerza za veterino, oziroma faks za veterino, ki je pač lepše od katerekoli zgradbe v Sloveniji, po mojem, pač noro, no, ful lepo. No ja, pač sem kjer do shopping centra ne gotovo, da ni glih tako velik shopping center, kakor sem mislil, samo pač območje z večjo zasedenostjo je bilo na mapsih označeno. Ampak je bil noter en tak pač tako special prostor, ki izgleda, kot da bi bil noter v uri, tako da vsaj to sem videl. Zdaj pa hodim že pol ure proti tej avtobusni postaji, sem zdaj končno prišel, oziroma sem mislil, da sem prišel, ampak še nisem, ker to je tako dolga avtobusna postaja, oziroma postaja za vlak, to kar hodeš in sploh ne prije zraven. Opala, rdeča bo, eno ne. Tako da ja, vlak, čez 3 ure, nekaj časa še imam, tako da pol pa, ne vem, a sem vmes kaj javom, ali pa se pol javom in kar direktno že z Ronde, ko me čakam, pa je to kepsko mesto, tako da bomo videli.